Ja, meni se zdi dobro ta topik, ja. Tak. Ok, kar izvoli. Čez sekundo. Ja? Top. Ok. Pozdravljeni, moje ime je Uroš Bezavščak, prihajam iz Primorske, iz Nove Gorice, star sem 30 let. Kot poklic oziroma to, kar zdaj počnem, sem coach, transformacijski coach in coach mojstrstva. Drugače pa, če bom izvoljen, bom tudi v kratkem postal tudi poslanec. Kandidiram na listi Zedinjene Slovenije. In kot hobi se rad ukvarjam z vrtom in vsem, kar se da narediti na vrstu, brez da je treba zalivati in prekopavati. In to je to, po mojem. Se pravi, za vegetarijanstvo sem slišal v bistvu od ene kolegice, mislim, da je 2.8 ali tam nekje, ko mi je v bistvu nabijala o temu, kako je to fajn. In zato, ker je bila lepa punca, sem tudi šel tu probat, ampak, ker sem imel prohladilnik, sem bil šalam noter in sem rekel, ni šans, ni ratalo. Potem je bilo pa tako, da sem bil na enem izobraževanju v Montrealu, pa smo šli z enimi Španci v New York z vlakom in na tistem vlaku sem jaz zbolel. In v New Yorku na vsakem koraku pečejo meso na tistih vozičkih, in to mi je tako smrdelo in sem se rekel, mogoče je to znak, da neham z mesom. In res, meso sem jedel samo še na letalu za nazaj v Evropo, zato ker sem jedel samo jabolka in sem bil res lačen. In pole nisem več imel mesa. Potem je bilo, sem bil ene 4 leta vegetarijanc. Potem sem šel pa na eno delavnico o tem, kako se povežemo s srcem in temi zadevami. In tam je predavatelj ne bi smel govoriti o tem, ampak je govoril o prehrani tudi in o njegovi izkušnji s presno hrano in o tem, kako, ne vem, žita, ptiči so narejeni za jesti žita, mi nismo, kako v bistvu imamo roke, ki lahko zagrabiš sadež, imaš oči, ki prepoznajo barvo, se pravi, ko je zrel sadež, je pač rdeč, rečemo jabolka na zelenem drevi. Ja, in je kar kliki naredilo v glavi, dajmo to probati. In sem v bistvu čez noč postal presni vegan. Preden sem jaz začel karkoli, sploh nisem vedel, da obstajajo vegani in vegetarijanci. V mojem okolju se o tem ni govorilo, zaradi tega, ker vidim že indoktrinacijo, ki jo imamo, ki smo imeli kot otroci. Jaz imam eno to zgodbico, ki mi jo je stara mama povedala, ki je ona šla saditi zelje. Jaz sem vprašal, kje bo pa klobase rasle. To kaže na to, da se ne vemo, kaj v bistvu jemo. Večina ljudi sploh ne poveže. Jaz še zmeraj danes ne povežem, če vidim, ne vem, klobaso. Jaz ne rečem, tu je pa prašič, fuck, ops, ni beseda. In je bilo pa tako, da ko sem postal presenečen in ko sem videl, kaj se zgodi z mojim zdravjem, kako dobro je to, sem mislil, da mora cel svet postati presenečen. Se pravi, odziv družine je bilo tako, da so me ful zbadali, špikali, so mi rekli, da sem ful zdahava, ker pač itak neki maščob zgubiš na temu. Še zmeraj je problem tak, da me kdaj kaj kdo zbode, ampak sem se navadil in mi sploh ni več težave, tako da to je njihov problem. Jaz vem, kaj mi to pomaga in zakaj to počnem, pač to je njihov problem. No, meni, kar se zdi glede veganstva in vsega, mi je žal, da sem kar skočil na presno veganstvo, ker je ogromno čudovitih receptov, in me kdaj zamika, da bi tudi jaz kaj probal tazga, ker ugotoviš, da kar naenkrat, ko si jedel vse, si mislil, wow, kaj pa oni jejo, ki so vegetarijanci. Ko sem nato vegetarijanc, to je dosti hrane, Ko sem nato vegan, oziroma presni vegan, sem rekel, mater, imate ljudje dosti za jesti, ampak tudi jaz sem gotovil, da imam dosti sadja, pač mi ne zmanjka, Ampak mi je pa zanimivo, ker gre veganstvo, je zdrav način prehranjevanja, ampak trend gre pa v smeri procesirane hrane, procesiranega veganstva, Se pravi, poskušajo z nekaj zelo zdravega narediti spet nezdravo. Se pravi, jaz bi nagovoril rad vse vegane in bi jim rekel,
pejte nazaj na mislim na osnovne stvari, krompir, tudi žita, če jeste, fržo, karkoli, samo dejte kuhati iz tistega, kar zraste v zemlji, ne pa si za kar pride iz tovarne, nobeden ne rabi nobenih, bom rekel, nadomestkov. Ker veganska hrana vemo, da je sama po sebi polnovredna prehrana, tako da ne rabimo nadomestkov mesa, nadomestkov sira, ne. Glede partnerk in tako naprej, prva moja želja je bila seveda, ko sem rad presnojedec, ima, da je presnojedka, ne, in je bila, ne. Tako da je fajn, definitivno, ampak potem, ko sem pa začel sprejemati vse ljudi, sem gotovil, da sploh nima takega pomena. Zato, ker jaz poznam eno sošolko, ki je zdaj poročena z enim, ki je bila takrat njen fan, in ona je rekla, da on je vse, jaz sem vegetarijanka, ok, imam 2 lonca, oba sta na štedilniku in pač nekaj za njega naredim, nekaj za mene, ne. Tako da, ko imaš človeka res rad, mislim, da to ne igra vloge. Po drugi strani pa se privlačiš take ljudi. Če si ti zdrav, boš privlečil zdrave ljudi in ljudi, ki jim je pač mar za naravo, za živali in za vse to. Zakaj bi potem sploh se ukvarjali, a bo presnojedec, a bo vegan, a moram prepričati, ne? Ne. Ljudje se bojo v bistvu pod našim, ko nas bojo pozvali, se bojo tudi spremenili, ne? Če se bojo. Če ne pa, lej, smo že taki zaprav, ne, skupaj. Najljubši sadež, kar precej, bom rekel, presnojedcev, so to sadeži, ki so redko dostopni in to je rečemo durian. To je zelo bolj masten sadež, tak sladkega okusa, ki ima von po, meni se zdi, jaz bi rekel po plinu, ne. Tako da čudovit sadež, če ne pa imamo v Sloveniji res dobro sadje, predvsem breskve. Če dobiste breskve, ki so zrele, ki so mehke, ne one, ki moraš počakati, da date me, ampak ki so že mehke. Ko hrezneš, ki se ti cedi, ne, imaš mazano majico, ne, to je, ne, to je slovenski mango, ne. Samo moraš dobiti to prav breskvo. Če ne pa, zdaj se začenja sezona počasi, zdaj pa že češnje in tako naprej, marelice, breskve, živimo v čudovitih krajih. In fihe, seveda, ne. Jaz sem zdaj posadil enih 10 različnih vrst fih, tako da ste vabljeni vsi na fihe. Drugače glede coachinga transformacijskega in coachinga mojstrstva, to je ena zadeva, ki se je meni želja potem rodila sama. In zgolj iz moje izkušnje, ko sem videl, da če hočem narediti res kakšno spremembo v življenju, jo moram sam. Se je pa rodilo to zaradi tega, ker sem bil pač 3 leta kot strojnik zaposlen v eni firmi in sem čutil v sebi tesnobo. Potem sem dal dejansko odpoved, brez da bi vedel, karkoli bom delal, potem pa šel k meni hard med in zdaj se je stvar tako razvila, da sem se začel prav s coachingom ukvarjati, ker mi je pač bolezen dala toliko izkušenj v življenju, da lahko res ljudem pomagam videti preko tistih prepričanj, ki jih imamo v življenju, ker življenje je lahko zelo lepo, zelo produktivno in lahko damo res, v bistvu ne gre se za denar v življenju, ampak gre se za to, da lahko sočloveku pomagamo, da spreminjamo življenja in vsak s svojim delom spreminja življenja. Zato se mi zdi to coaching je stvar prihodnosti, tudi vedno več bo teh ljudi, ker čutimo potrebo, da pomagam ljudem, da tudi oni začnejo delati nekaj, v čemer so res dobri in s čimer lahko spreminjajo življenja. Hrana je en vidik zdravega načina življenja. Se strinjam, bom rekel, da bolj zdravo, ko ješ, je tudi znak, da si tvoja zavest napreduje. Tako da probajte čim bolj zdravo jesti, ker veganstvo ni vedno zdravo in narava nam je dala vse, kar rabimo. Enkrat je eden rekel, da če bi mogli kuhati hrano, bi se rodili s štedilnikom na hrbtu. Tako da, ker se nismo, to pomeni, da nam verjetno presna hrana kar paša. Tako da čim več presne hrane in vaše zdravje bo res top, boljše vam bo v življenju, bolj se boste počutili in ja,
boste naredili največ za to čudovito naravo, ker kot vemo, vse jedi žal pač z njihovim načinom prehranjevanja in z gojenjem živali vplivajo na cel ekosistem in je čas, da počasi zaključimo s tem in začnemo delati nekaj, kar dela v prid nam in vsem, ki živimo na tem planetu. Hvala. Pozdravljeni, moje ime je Uroš Brezavšček in prihajam iz Primorske, iz Nove Gorice. Ne, tu pa za intro. Ja, Ta je intro.